Spet smo blizu dneva žena. Vsako leto, takle čas, posnamem kak video, včasih bolj pisal tekste, močne, kritične. Predvsem zato, ker te feministke ne dajo miru, skozi tečnarijo enakost, ne vem kakšne vse akcije. Ok, ta akcija Me Too, ta je dobrodošla, ne? Ker te spolne predatorje ala Weinstein je treba malo v red spraviti. Tudi kakšen projekt feminističen meni sede, ne? Tudi borba za pravice žensk do splava je meni blizu. Tako da nisem a priorno kritičen do feminizma, oziroma nisem kritičen kar tako, sem pa kritičen zato, toliko bolj zato, ker se v mainstream medijih fura enoumje. Skozi se fura samo ta feministična, profeministična misel. Feminizem se tam razglaša kot nekaj dobrega, ampak skozi neko oddajo Panoptikum, ki je bila včeraj na sporedu, sem pa jaz videl, kako v stiski so nekatere feministke, predvsem te glavne ideologinje, recimo Eva Bahovec, včasih bila tudi Dolar, bila somentorica mojega prvega magisterija. Kar nekaj izpitov sem potem na drugem in tretjem podiplomskem študiju naredil pri njej. Celo popravljati sem mogel neke seminarje, ker sem napisal nek protifeministični seminar in ga sploh ni sprejela, ne da bi mi kaj popravljala. Ja, mi pa ne smem. Pa sem mogel pa obdelovati neke druge stvari, Zlati sonček, skozi optiko ideologije, skrbi za telo. Antifeministični seminar, pa pri njej leta, ko pa vem, kjerga leta je bilo to, 98, 99, nisem smel opraviti. Skratka, včerajšnji Panoptikum, to je profeministična, enoumna oddaja, cel marc bojo take oddaje. Novinarka Nina Jerman je enoumno tam zastavila diskurs, se pravi 4 gostje so bile profeministične, oziroma Eva Bahovec je ortodoksna feministka. V ozadju seveda neka politika, RTV hiše, zdaj se stvari malo obrnile. Moj sokomentator s Faktorja, Peter Gregorčič, je postal predsednik programskega sveta, ampak to še nič ne pomeni. Ker odgovorna urednica je pa tale moja sošolka z enega tega Panoptikuma, z enega od 3 podiplomskih študijev, mislim na drugem ali pa tretjem, Zemira Alajbegovič Pečovnik. Ta je enih 5 let starejša, skrb sva hodila, bila je gobčna, ampak zdaj, da bi kako znanje tam zaznal, takrat ni bilo. Tam neka Melita Zajc, se mi zdi, da je bila bolj prodorna. Zdaj je ta bolj profesorca, ali pa nek Ičo Vidmar, recimo. So moji sošolci iz teh podiplomskih študijev, ki so vsi neki kolesarji, verjetno. Tam na tem ISH-ju ali pa na filofaksu, sociologija kulture, kjer sem drugič magistriral, tam ni konzervativcev. Tudi jaz sem v osnovi levičar, ampak konzervativnost je pa nekaj, kar je atribut psihoanalize. In ne morem zdaj izneveriti Freuda, ne morem izneveriti svojega znanja, psihoanalize, svoje pameti in biti profeminističen. Ne morem biti. Ampak sem velik, radikalni kritik. Radikalen znam biti tam, kjer jim spodrsava. Ampak podpiram pa recimo akcijo Me Too, recimo. Pa tudi za splav sem, oziroma pravico žensk do splava. Sem bil pa zelo proti lansko leto takle čas, ko je bila tale problematika samo ja je ja. Jaz sem bil mnenja, da mora biti zakon sprejet samo ne je ne, ne pa samo ja je ja. Ker to je poniževanje ne samo moških, ampak tudi normalnih žensk. Kdaj je kakšna ženska rekla ja, zdaj me pa lahko, ti dajem konsens, pa ne bom te tožila drug dan, tako da bi se premislila. Si me pregovoril, zdaj, me pa dej. To ne more to tako biti.
Moški je vsiljiv, ženska se brani, koliko se brani, če eksplicitno reče ne, potem imaš konsens, da lahko nadaljuješ s fehtanjem. Te stvari so pač pri normalnih ženskah in moških takšne. Lani so pa ta inštitut 8. marec, ta Nika Kovač, s to čudno akcijo, nevrotično, da ne rečem psihotično akcijo, tako rekoč vse zjebale za vse večne čase. Jaz vam zdaj, ne bom to nas spustil, ker nekaj preveč piska, ampak gre za ta včerajšnji panoptikum, kjer je ta Nina Jarem povabila te znamenite feministke. Eva Bahovic je najbolj militantna ob neki Vlasti Jalušič, pa Milici Antić-Gaber, Maca Jogan je stara garda, sam sem bil na predavanjih Mace Jogan, čisto sam. Pa je tam, jaz sem prišel s Trbovlj zato, da vas poslušam. Jaz sem jo poslušal sam, 3 ure, koliko je bilo. Napisal sem 2 knjigi. Zaradi tele. Zdaj gledate to Bahovec. Dajmo mi malo tole, ker ba Marta Verginela v ozadju, dajmo njih odmisliti. Pejte si pogledati zdaj ali je podcast ali oddaja, v glavnem oddaja. Pejte si to pogledati, da boste videli, kaj so trobile te feministke brez opozicije. Tale prvi spol je kritika radikalna na nek način feminizma. Noter je tudi nočna mora za feminizem, tema penis in ženska želja, 8. poglavje, tudi podnaslov noter, prvi spol, ženske ste prvi spol ali penis in ženska želja. To sem jaz želel celo doktorirati tako, iz principa, ko so mi 20 let nazaj, že skoraj 21, 22, zavrnili doktorat in sem rekel, ne, zdaj vas bom pa malo jebel v glavo. Pa sem mislil sem prijaviti novo dispozicijo, penis in ženska želja. Sem si premislil, sem pa pol leta 19, ta prvi spol, ki ga imate tudi tamle na plakatu, natisnil, pisal sem tako rekoč to 8. poglavje, penis in ženska želja, 17 let. To so anketni vprašalniki na temo penis in ženska želja. So ženske se razgovorile anonimno, tudi lezbike, do razno raznih, preko nimfomank, aseksualk, vse je tam noter. Ampak to je bolj zaradi všečnosti knjige. Sicer ima ta knjiga močne teoretske nastavke, poglavja, to bi moral biti učbenik na vseh teh šolah, od FF-ja, FSD-ja do FSPN-ja, bi rekel, ampak je FDV, ta fakulteta za družbene vede, ki je bila včasih kumrovška fakulteta, politološka. Leta 2011 sem sesul tale družinski zakonik, mislim takrat novi družinski zakonik in tudi 2015. Zaradi te knjige o spolu je šlo feministkam vse v franže in seveda njihovim pajdašem, gejem. Geji in lezbike so predstavljali neko ideološko gibanje, da ne bi kdo mislil, da je feminizem kakšna znanost. Feminizem je ideologija, čista ideologija. V ozadju poteka sicer vojna za interpretacijo, zakaj obstajajo razlike med spoloma. Obstaja vojna za interpretacijo, kjer zmagujejo feministke in te levi anarhisti, levičari, tvorni agenti, kot bi rekel moj mentor magisterija drugega, Rastko Močnik. Tvorni agenti so inkorporirani v vse mainstream medije, so novinari, tale Nina Jarem,
ne Jerman, ali pa Nina Jerman, ali pa tam neka Martina Tita Majer. To tam na radiju, prvi program, joj, kaj to delajo. Trobijo ta profeministični rok. Jaz sem par let nazaj imel za dan žena intervju na Radio Slovenija v Mariborski podružnici, Tone Petelinšek je to snemal, super polnurni intervju, tonski tehnik je bil pa nek levi anarhist. To me je nadiral kot tazga psa. Ko sem končal ta intervju in dosegel, se pravi, nek tonski mojster s srednjo šolo, 3-letno, ne vem kakšno, dosegel, da ta intervju ni šel v eter, zato ker je cenzura tako velika. In te enoumni pristopi na RTV-ju bodo vztrajali tudi, če bo ta vlada še enkrat vladala drug mandat. Mislim, jaz bom volil konzervativne stranke, se pravi desne, ker je manjše zlo. Manjše zlo je biti antifeminist, konzervativni antifeminist in vzeti v zakup, da desnica ima zdržje v povezavi z zgodovino, z NOB-em, partizanstvom, Rdečo zvezdo, Titom, Jugoslavijo, socializmom, tudi povojnimi poboji, tam ima desnica zdržje. Ampak v tem trenutku je manjše zlo njih tolerirati, kot pristati na ideologijo LGBT in feminizma, ker feminizem sesuva družbo na način, da nam bo kolabirala vase, implodirala družba zaradi simbolne kastracije moških, ki jo vršijo te feministke skozi sistem. Mi imamo sistemsko anomalijo, kjer ne to, da skozi kvote pridejo ženske v politiko, ker ženska žensko ne bo volila, tako da nič se bati, ker naj bojo tam na listah, ampak kakšna Alenka Bratušek, tudi ne tale zelena Aleksandra Pivec. Moralno razsodnost imajo moški, res, da tam v politiki jih ni prav veliko, ampak moški na vodilnih položajih so rešitev za družbo. Res pa je, da morajo biti moralno odgovorni. In feminizem se bori proti moškim, latentno ozadje je smrtna zamera teh feministk, ki jih je v resnici 1%, 2%, 5%, ajmo, ne pa 10%. Ostalim, bi rekel, 97% se proba in ženskam oziroma populaciji uprati možgane s to ideologijo, s feminizmom. Ampak 3% ranjenih žensk ali so lezbike, torej lezbike so sploh ranjene, ker se jim je zgodila neka spolna zloraba, ali imajo pa kako bi že rekel, simbolno distorzijo. Simbolne procese ima čisto porušene zaradi zamere iz otroštva ali spolne zlorabe, napačno razrešeno Oedipov kompleks, to postanejo moškinje oziroma lezbike. Moškinje so feministke. Ti lahko, da so zgolj aseksualne ali pa tudi biseksualne, seks z moškim se včasih gnusi, ker mislijo, da so v seksu premagane, imajo spolno frustracijo, če bi vedeli za spolne fantazijo teh feministk, bi vas glava pekla. Če bi pa Sex Life preverjal, kaj ga imajo te radikalne feministke, bi, ne vem, se režali ali se jokali. To so spolno frustrirane ženske. Od ideologij pa do tistega podmladka, ker normalna ženska, če ima normalno primarno družino, ve, kaj je normalno in naravno in ve, kaj ni normalno in naravno. Zato, ker nezavedno ima svojo logiko, zato, ker anatomija genitali diktira različnost med spoloma in različne simbolne procese. Zato govorim, da obstaja simbolna disonanca. Ok, lezbike imajo simbolno distorzijo. Simbolna disonanca pa pomeni, da žensko vleče v neke moške poklice, v moška dejanja, moške aktivnosti,
tudi v možate športe, recimo pretepanje in tudi recimo smučarski skoki z najdaljšimi stoječimi so simbolno disonantni, zato ker ta dolgost je domena moških, ker je anatomski diktat, se pravi aktivnega penisa, erektivnega tudi, podaljšajočega se penisa, je vezan na simbolno nezavedni ravni na dolge skoke. Tudi na hitrost, recimo. Pa sem jaz delal, recimo, Zilko Štuhec, ravno v smuku, ki je bilo potrebno res biti faličen. Zato, ker si ona želela, sem jaz tam pomagal. Jaz nisem tako kot tale Alen Koman, da bi prepovedani ženski vrhunski šport. Ne. Recimo, tale Gloria Kotnik tako elegantno ovinkari med vraci, ne, to je ovinkarjenje med problemi na simbolno nezavedni ravni. In žensko bordanje je zelo estetsko zagledati, ne, da ne govorimo o kakšnem plesu. Ampak recimo en ženski nogomet, ne, ker gol je pa simbol vagine, je pa lezbikam pisan na kožo, ne, tukaj gre pa feminilnim ženskam na smeh in gre, ko gledajo te fuzbalerje, ki se tam neki grejo, podijo za žogo, kar čisto nič ne štekajo, ker so v simbolni sonanci s feminilnostjo. Nogometašice, če tudi heteroseksualne, so pa v simbolni disonanci. Nezavedni procesi se tepejo z nogometom ali pa košarko. Tako da ta simbolna disonanca je zelo pomembna v teoriji, ko je treba tem feministkam razložiti, da mi moški, tako kot same ženske, si želimo ženstvenih žensk, ker to je kompatibilno, medsebojno, medspolno, kompatibilno, glede na diktat genitalij. Moški smo po Freudu aktivni, jaz še rečem dajajoči, ejakulirajoči, zajakulirati je treba denar. Ženske so pa pasivne, sprejemajoče, vaginalne. Je ta sodoben psihoanalitični izraz, ki je zrastel tudi na mojem zelniku. In seksizem je plemenita stvar. Za razliko tam od nekih rdečih zor, ki bodo letos spet podeljevale ne vem kakšne bodeče neže. Jaz sem bil zelo visoko, enkrat me je Kučan premagal s tistim, a niste poročeni, s tem se ukvarjajte, rdeče zore, kaj hujega? Kučan je rekel poroce, ja kaj pa če drugega? Ali pa, ne vem, Pahor, ajde Miška, to mi deli, me je tako zasenčil. Jaz sem pa rekel, kaj sem že vse rekel, se niti ne spomnim. Da normalna ženska se loteva organa, ki njej na telesu manjka, kot berač golaža. In sem bil pa pljuvan. Mislim, zdaj, če bi kjer to snemal seks med normalno žensko in normalnim moškim, bi videl, kaj se tam dogaja. Feministke z neko Simone de Beauvoir pa govorijo, da je ženska v seksu premagana. In to določene feministke trdijo, da je ženska v spolnem aktu ponižana, premagana, da njegova sperma asocira ženske na virus, na bacil. Se ne predstavlja, da določene ženske spolne, ko naj rečem, no? Gotajo spermo ko viski. To feministke ne vejo in se jezijo na feminilne ženske, ki obožujejo penis. Nočna mora je tematizirati spolno pohoto, spolno željo in ravno zato sem v tej knjigi naredil pa točno to, da sem tematiziral žensko željo po penisu. Kakšna je normalna in so se ženske razgovorile. Zdaj se pa naj feministkam glava greje. In tega marca bom jaz zdaj dal pa po znižani ceni, tam imam še 300 knjig, kljub temu, da je bilo to bestseller 3 leta nazaj, ko je Domen Savič, tista falango feministk pa nekih anarhistov pripeljal v Cankarjev dom in so mi tam hrbet kazali. In Televizija Slovenija reportažo o meni, pa Domnu Saviču, pa teh 15 anarhistov, ki so mi tam hrbet kazali. Miha Kovač, fotorodnike Kovač, je pa v Odmevi govoril o meni kot neotesancu. Ni pa noben povedal, da je bilo pa 200 mojih pristašov.
Jaz sem tam 300 knjig prodal v enem tednu. Zdaj pa še imam 300 za prodati. Ne? In zdaj 15 €, celega marca bo po znižani ceni. Sicer je 20 €. Če to gledate preko torej YouTubea, mojega kanala, oziroma tam, ki imamo Stanjo podcaste, ne? Za dan žena bom jaz naredil podcast, še enkrat na to temo. Tam, če vi nakažete donacijo 15 €, vam za nagrado, v zahvalo, pa pošljem tolo knjigo Prvi spol. To je treba brati. Ta knjiga bi morala biti učbenik. Meni ne pustijo nikjer to knjigo promovirati. Ko sem bil v Ljubljani, tam neki v Mostah, v eni knjižnici, vse so snemali. Ne? In jaz sem svojega kamermana, sem rekel, ne, so oni vse posneli. In potem mi niso želeli dati posnetka, rekoč, da se je naredila neka napaka pri snemanju. Niso želeli, da gre to na YouTube. Pa enkrat sem še imel edino to promocijo, mislim, da v Ormožu. Tako mi hoče vse zagoditi. Ne? Kaj so mi vse te feministke, zblojene feministke, ranjene duše? To imajo diagnoza, biti feministka je diagnoza. Mnoge, če grejo to na psihiatrijo, če se tam malo potestirajo, dobijo diagnozo mejna osebnostna motnja. Ker pri zdravi pameti ne moreš ti dati moje članke, recimo z Večera, pa tudi Milivojevičeve, mogoče celo Perko tam bil, na mizo in so šle te ženske, torej moškinje, mene poscat z menstrualno krvjo in urinom na mizo in snemala video, in to je bilo v Slovenskih novicah, to mislim, da se da dobiti še na YouTubeu. Poscale so me. Ne? Pa koliko mora človek biti zblojen, da si sadistično ranjen, torej sadistično se življa nad nekom, ki ni po meri njihove ideologije. Ne? Seksualna frustracija je v ozadju. Mnoge so ali posiljene, spolno zlorabljanje strani pedofila, ali pa oče kretenski in imajo zamero do lastnega očeta. Oče kot kreten za svojo hčerko, bodi si mogoče naslavljal, ljuba moja hčerka, bodi moj sin. In potem se zgodi, ne vem, Janica Kostelić ali pa te fantine, ki rasturajo v športu. In slavimo tudi ženske zmage, ja, ampak simbolna disonanca pa pomeni, da je malo nelagodno, če tam, ne vem, ena preskoči Petra Prevca, ne? Tale Križnar, ali kaj že, Bogataj, mislim, sej ploskamo, no. Sej sem vse naredil, da bi Ilka zmagala, ne? In ko sem si oddahnil, ne? Pa 4 leta sem se matral. Ne? Ampak strogo teoretsko, pa ene stvari so pa drugačne. En panoptikum, ne, studi, ne, spolni predatori, Weinstein, mislim, ok, dejte ga, ampak ne dramatizirati, tudi tam, kjer ni za dramatizirati, ne, kaj, tle sem se pisal, pa Bahovčeva prav, nekoč se je vzpostavljal ta paradigma, drznile smo si vedeti, ali pa so si sufražetke, ne, recimo ena prvih sufražetk je bila Mary Wollstonecraft. Jaz sem šel brati njeno, tudi pišem v tej knjigi o Mary Wollstonecraft. To je toliko pretegnjena ženska, da danes bi imela diagnozo mejna osebnostna motnja. Kaj vse svetovala, da ne naredi njena sestra s svojim otrokom, da naj ga zapusti, svojega otroka. Ena zblojena Mary Wollstonecraft, pionirka sufražetstva v Evropi. Spremeniti negativen odnos do feminizma je treba. Ne? Feminizem zdaj kot ena gnila ideologija, zdaj pa treba to spremeniti v pozitivno ideologijo. Ne, to Eva Bahovič želi, da bi narod zdaj spremenil ta posmeh do feminizma. Se točno ve, koliko so feministke zblojene, točno se ve, kakšne neumnosti trdijo, ali pa kaj vse zahtevajo. Prevaliti 1 mesec porodniškega dopusta iz mater na očete. Pa so pa ženske rekla, ne, tega pa ne pustimo, feministke, tega mi ne bomo pustile, da boste našega dojenčka dala nekemu kosmatemu jetiju, bodi mama dojenčku. Dojenček more
zaradi tega, da privzgoji optimizem, skozi mamico imeti ob sebi. Mamica mora inventar biti, je rekel Donald Winnicott, mama vseh mam. Učenec Melanie Klein pa učenka Sigmunda Freuda. In potem gre Evi Bahovec na živce, notranja razcepljenost feministk med sabo. Radikalne, tam večina spolno zlorabljenih, lezbike, pa približno normalne, ki bi neko enakost, se jim nobel zdi. Ampak tam želja po organu, ki njej na telesu manjkajo, je pa vse markantna. In pa se tepejo med sabo te babe. Zdaj pa treba se poenotiti. Kje se boš poenotil, če je to ranjena, da ima diagnozo menjena osebnostna motnja? Kako bo normalna ženska, ki bi bila, imela tudi kariero, ali pa tudi ne? Kako se bo poenotila z uno, ki bi, ne vem, vozila Concorda, ki ima falično simbolno strukturo, ali pa ki bi bila inženirka. Ok, biti inženirka, samo servisiranje naprav, ali pa biti inženir, tem nekaj graditi, nekaj faličnega, to je domena moških, ker je to diktat genitalij tak. Zgledovanje po moških v objemu zavidanja penisa, tudi dokaj normalne heteroseksualne ženske vleče v falične poklice. Ampak diktat genitalij je pa drugačen. In take stvari bi se kot opozicijsko mnenje morale bi se naseliti. Tako mnenje, ki ga predvsem jaz izpostavljam, zelo konsistentno. V mainstream medijih opozicija v takih enoumnih oddajah. Ne. 4 feministke dajo. Ženska enakopravnost. To je ključno. Ženske nočejo biti enakopravne, ženske ste prvi spol. Proti meni so protestirali, ker so mislili, da je to knjiga o moških, o prvem spolu. Simone de Beauvoir, znamenita lezbika, to kikuje v zvezdi Eva Bahovec. Simone de Beauvoir je bila militantna lezbika, ki je bila danes zaprta, ker je bila pedofilska. Oziroma tiste najstnice je na žurke vabila. 5 najstnic je za sebe zadržala, 5 jih je dala pa Jeanu Paulu Sartru. Ampak to ljudje ne vedo. Danes bila ta Simone de Beauvoir v arestu. In pa ta s temi frazami. Morali bi in treba je. Ali pa, to je Eva Bahovec, Marta Verginela. Vida Tomšič je bila v italijanskih zaporih. Joj, kaj moških je bilo mučenih, tudi umrlih v italijanskih zaporih. Kjerkoli, če moški pride tam v zapor, pa kaj mu to delajo ostali moški? In zdaj ta Marta Verginela, Vida Tomšič v italijanskih zaporih so jo maltretirali, ali pa mučili. Pa kaj so to delali Italijani, recimo, ali pa tudi kjerikoli drugi, moški z drugim moškim, ker te gre do totalne kastracije, do likvidacije, ubili so jih z mučenjem. Ženske ne more moški kar tako ubiti. Če jo lahko, je kriva mama. Sicer pa moško nasilje nad ženskami je domena mame. Mama se je mogla izživljati nad svojim sinom. Šele v tem primeru je sin sposoben ženski nekaj v odraslosti narediti. Ok, mora biti tudi odsotni oče, zato da ga vest ne peče, če neko pizdarjo počne ženski. Te mora vest peči. Zdaj pa odipski oče pomembne. Pa tle Eva D. Bahovec, ali pa tudi brez D-ja, pravi, Slovenija je še zelo dobra v svetovnem vrhu po tem profeminističnem izenačevanju obeh spolov. Dobro, da ni rekla, zdaj smo končno uspele moškim te kurce porezati, z jajci vred. To je ta simbolna kastracija, ki jo ženska ali pa feministka sistemsko dela v Sloveniji pa Skandinaviji. To je namera, latentna namera feminizma. V objemu nezavednega, potlačenega, odipalnega zavidanja penisa. Seksualna frustracija, zavidanje penisa predstavlja latentno jedro feminizma. In tako mnenje ne pride v mainstream medije. Kaj tazga se ne da slišati,
ne na RTV-ju, ne na Pop TV-ju, nikjer. Še na desnici, recimo, ženske nočejo kaj tazga slišati. Ampak moja moralna dolžnost pa je, da v imenu tudi feminilnih žensk povem, da sta spola različna. Ampak v istem paketu pač moram jaz pa dati pa še psihoanalitične argumente v eter. Te so šele boleči. In potem v vojni za interpretacijo suvereno zmagam. Zdaj pa zraven ne smem jeti. In nihče se ne potrudi, da bi rekel zdaj pa naj bo sogovornik tem feministkam še vodeb. Ker drugega tako in tako ni resnega antifeminista, ki bi z nekimi močnimi teoretskimi koncepti lahko tem feministkam pariral. Mi smo šolali ženske, pa zdaj so pa izobraževane in zdaj treba samo že na vodilne položaje jih pa kvote dati, da bojo, ne vem, še inženirke 50-50. Ali pa tam, ko je treba face pamet angažirati, pa s to pametjo tudi prodreti nekam, ne? Ja, kje bo zdaj tam ena feminilna blondinka prodirala svojo pametjo? Ne more, ker nima rinjajočih genitalij. Moški in ženske smo enako pametni. Ampak moški s svojo pametjo naredi 10-krat več, ker je rinjajoč, ker ima rinjajoče, penetrirajoče genitalije in je prodorn. Dajmo izenačiti recimo v šahu moške in ženske. Moška igra je penetrativna pri šahu. On rine, on riskira, on hoče likvidirati, torej kastrirati in zmagati. Ženska pa nima notranjega imperativa po likvidaciji. Ona nima agona na tak način. Agon je konflikt v stari Grčiji, ne samo tekmovalnost. Zato so zaradi diktata genitalij na simbolni ravni so interesi normalnih žensk, feminilnih žensk, ki so normalno, pravilno razrešili Oedipov oziroma kastracijski kompleks, drugačni so interesi kot moških. Moški je pa zaradi anatomije genitalij faličen, prodirajoč, ne more biti pasiven, če so njegove genitalije aktivne, je rekel Freud. In jaz sem prinašalec slabe novice in zato, ker vem nekaj, kar bi vsak moral vedeti, ki se ukvarja s psihoanalizo. Tudi Eva Bahovec se ukvarja s psihoanalizo, ampak jo izrablja zato, da bi feminizem še bolj ustoličila kot mainstream. Narod se je pa obrnil pa proti feminizmu. In zdaj vam, spoštovani gledalci, poslušalci, polagam na srce, dajte se norčevati iz feminizma. Zakaj? Ker je feminizem ena sama gnila ideologija, ki znižuje aritmetično sredino družbene sreče. Zato, ker feminizem sistemsko kastrira očete, ki ne morejo dostojno očetovati svojim sinovom, ki postanejo moralno pokvarjene zaradi tega. Hčerke si pa ne znajo normalnih tipov zbrati, če je foter simbolno kastriran. In feministke sistemsko ustoličujejo simbolno kastracijo moških, torej očetov. Dosečte, pa ne zato, ker se jaz želim. Da se bom tudi mene kdaj povabilo na kako okroglo mizo, na kako soočenje, na kak kongres, kjer bom lahko predstavil moški vidik oziroma moški vidik. Psihoanalitični vidik, kjer bo rekel, ta psihoanalitični vidik, moški in ženski svet je psihološko gledano skozi psihoanalizo popolnoma različen. To sta dva različna vesolja. Normalna ženska, normalen pravi moški, to sta kompatibilna skozi različnost. Te zblojene feministke, enakost spolov, enakopravnost. Moški mora zajakulirati denar v žensko denarnico, v družino. Ženska je tista, ki ga zapravlja, moški denar. Ampak moški mora več zaslužiti za to, da lahko daje, ker je diktat genitalij tak, dajajoč. Vse ne vem, če še kaj povedal. Bom več v podcastu, torek za dan žena. Tudi tele predstave imam zdajle
sobota Ribno, nedelja Kidričevo, za dan žena v torek pa Slovenska Bistrica, razočarana gospodinja pri seksologu, kjer te stvari na humor način serviram narodu in ga konzumirajo tako, da se režijo do konca in še naprej. Ampak ta stvar je v resnici pa resna. Torej, spoštovani in spoštovane na podcastu, če lajkate, če se včlanite, če donirate ta mesec 15 € vam domov pošljem s podpisom, s posvetilom, tolo knjigo. Ta je pa razprodana. Mogoče bi se jo dalo ponatisniti. Moralno prav bi bilo, da se tudi ta prva moja o spolu ponatisne. Prvi spol bi pa moral v lokalnih skupnostih tudi predstavljati, pa se me ne pusti. Torej, spoštovani, dajte stop na mojo stran, dajte se norca delati iz teh zblojenih feministk. Amen.